tako da bomo začeli z eno okroglo mizo in sicer na temo dostopnosti javnega oziroma grajenega okolja. Vodila jo bo gospa Andreja Albrecht, ki jo na tem mestu lepo pozdravljam in ji predajam besedo. Hvala. Lep pozdrav vsem. Sem torej Andreja Albrecht in prihajam iz Zavoda Dostop. Za tiste, ki nas ne poznate, mi smo nevladna organizacija, katere glavna vloga je spodbujanje dostopnosti. Zdaj to delamo na zelo različne načine, s pregledovanjem načrtov, s svetovanjem, s preizkušanjem rešitev v praksi, predvsem pa s tem, da prenašamo izkušnje uporabnikov do tistih, ki lahko kaj spremenijo v prostoru. Torej do projektantov, do investitorjev, do občin, javnih ustanov in seveda tudi zakonodajalca. Zdaj v tem našem sklopu o dostopnosti grajenega okolja bomo temu dostopnosti grajenega okolja rečemo tudi univerzalna graditev, kar bomo tudi slišali, pa ste tudi videli na programu. Sogovorniki bomo naredili en tak pregled, ker smo prvič na tej konferenci, ki se je razširila tudi na grajeno okolje, da vidimo, kje smo v Sloveniji z dostopnostjo grajenega okolja, kaj je treba še postoriti, da bi bilo okolje bolj vključujoče. In preden se zatopimo v pogovor, bi povabila kolegico Andrejo Zapušek-Černe, če bi da kar mogoče mikrofon. Doktor Andreja Zapušek-Černe je krajinska arhitektka, ki se že dolga leta ukvarja s to. Aljoša se nam je še pridružil, kar tukaj, prosim. Andreja se že dolga leta ukvarja s to temo, sodeluje pri pripravi standardov, strokovnih podlag, pa tudi pri izobraževanju projektantov in tudi pri pregledih načrtov, svetovanju z vidika dostopnosti grajenega okolja. Hkrati pa je pomembno tudi to, da Andreja dela v projektivi in zato zelo dobro razume tudi en drugi del, ki ga večkrat pozabljamo, da ko govorimo o dostopnosti grajenega okolja, ne moramo dostopnosti izolirati, ampak projektanti morajo doseči mnogo različnih zahtev, da naredijo okolje, ki je vključujoče za vse. Zato mislim, da je ona prava oseba, da bo naredila en tak malo daljši uvod o tem, kaj je dostopnost grajenega okolja, da bo malo spodbudila razmislek o tem, kaj je tisto, kar mogoče v Sloveniji manjka ali pa česa je mogoče v Sloveniji tudi preveč. Tako da prosim, Andreja. Hvala, Andreja. Ja, kje ta trenutek smo? Danes zjutraj sem razmišljala, midve z Andrejo se ukvarjava tako tendensva že več kot 10 let. Pa če zdaj pogledam nazaj, realno gledano se je dosti spremenilo na področju dostopnosti, ampak hkrati imam občutek, ko pač se začneš ukvarjati z neko temo in greš globlje in začneš poznavati področja, ki se začne odpirati, da smo že veliko dalj cilju. Ker pač začneš ugotavljati, kaj vse ni medsebojno povezano, kje so manjki, poskušaš zapolniti te vrzeli med njimi. Tako da ja, tem se odpira še ogromno, ampak bistveno je to, da midve, ko sva začeli to delati, sva v bistvu začeli delati tako, da sva šli od spodaj gor. Začeli sva delati z uporabniki, sami sva tudi zelo hitro v prostoru ugotovili, da stvari ne štimajo. Ugotovili sva, da zakonodaja obstaja, ampak da se kar nič kaj preveč ne dogaja. Kar pa se, sva pa takoj opazili, da izgleda precej neupeto, bom rekla tako. Od klančin do nekih drugih prilagoditev. In sva začeli razmišljati o tem, da kako bi se dalo v postopku načrtovanja pri izvedbi narediti stvari tako, da bo pravzaprav videti tako, da ni nič narejeno s prilagoditvami. Da v bistvu pridemo do tega, da dobimo prostor, ki ga lahko uporabljamo vsi. Dobro vemo, kadar govorimo o univerzalni graditvi, se vedno tudi obregnemo v pojem dostopnosti. So pri zagotavljanju dostopnosti seveda neki tehnični pripomočki, ki jih je tudi treba vgraditi in upoštevati, ampak znanja, kolikor imamo, kolikor lahko spremljamo, kar se dogaja na tem področju,
nam povedo, ne, da se da tudi vse te tehnične pripomočke zelo primerno, na primeren način vpeti v prostor. In to v bistvu tudi je. To je osrednja tema univerzalnega oblikovanja, univerzalne graditve, da delamo tako, da skoraj, da ni videno, da je delano nekaj posebej za eno posebno skupino ljudi, da presežemo to, a ne, to miselnost. Zdaj nekako smo midva pač skozi spremljava, ne, to področje in opazujeva, kaj se dogaja. Zdaj rada bi rekla, da je vse super in da vse gre krasno naprej, ampak ni temu tako, predvsem zaradi tega, ne, ker nam manjka te povezljivosti, no. Bom jaz rekla, pa enega tega širšega vpogleda v to, da bi mogli se tega malo bolj sistemsko lotiti, po določenih področjih, po določenih segmentih, ne. Zadnje čase recimo opažava, da bi bilo dobro, da bi se recimo vzelo tudi posamezen sektor, bančništvo, trgovine, ker tu pač so neke skupne značilnosti, dalo bi se poiskati neke skupne imenovalce, seveda na ta način tudi narediti neka izhodišča, ki bi bila za vsa uporabna. Tako da tukaj recimo bom rekla, da je zelo veliko kapitala še, a ne. Ena od težav, ki se pojavlja na tem področju dostopnosti, je, da področje ni sistematizirano. To pomeni, bom rekla tako, v nekih resnih državah se zavedajo tega, da področje dostopnosti je v bistvu zelo vpeto na številnih ravneh, v projektivo, tisti, ki to dela, mora dobro poznati zakonodajo, hkrati mora poznati zahteve uporabnikov, predvsem jih mora uravnotežiti, to je tudi zelo pomembno, ampak to na način, da bo tudi likovno ustrezno, oblikovno ustrezno. Tako da v bistvu je tu zadaj potrebno kar precej znanja. Trenutno v Sloveniji je pa tako, da področje ni regulirano, tako da so naročniki pravzaprav kar dosti samo vse prepuščeni, na koga se obračajo, kakšne rešitve iščejo. Tako da ta trenutek ne morem dati drugega priporočila kot to, da če se lotevate ali pri prenovi ali pri gradnji novega objekta s to temo, da se pač obrnete na nekoga, ki ima, ne vem, veljavno licenco evropsko za dostopnost, ker to je sigurno en pokazatelj, ne, tega, da je v ozadju nekdo, ki pač to področje pozna in da se z njim tudi intenzivno ukvarja, ker se mora tudi z referencami izkazati in tako naprej. Tako da tukaj mogoče ena previdnost oziroma opomniti, da ena previdnost ni odveč tudi zato, ker žal v prostoru opažamo, da se dogajajo prilagoditve, ampak pogosto in velikokrat tudi na način, ki ni ustrezen za uporabnike. Včasih je tudi celo zelo neuporabno. In tukaj se še posebej pokaže vrednost tega, da je v ozadju nekdo, ki to področje pozna, da pomaga s konzultacijami, kakorkoli. Kot sem rekla, no, je vseeno še, čeprav že desetletje mimo, je vseeno še na nek način področje mlado tudi zato, ker šele zdaj vstopamo v procese tudi usposabljanja, tako da zdaj tudi v dogovoru z Zbornico za arhitekturo in prostor, posebej usposabljamo projektante, ampak seveda rabo bo iti en čas mimo, da bomo to ponotranjili, da bomo razumeli, na kakšen način je treba stvari delati, ne, in da bomo na koncu dobili prostor, ne, ki je dostopen za vse. Še to bi rekla, ja, da vedno poudarim, dostopnost pokriva več področij. Pokriva področje dostopnosti prostora, informacij in storitev. In vse te ravni so medsebojno povezane. Enega brez drugega ni, ker kadar zagotavljamo dostopnost, takoj ko pridemo do ovire, ko nekaj ni zagotovljeno, pade. Se tam vse skupaj ustavi. Tako da tukaj imamo kar veliko izzivov, no, smo na preizkušnji tudi kot družba, kako se znamo tudi medsebojno usklajevati, ne, z različnih področij. Hkrati ima pa dostopnost še eno stvar, ne, kar pri nas v našem prostoru smo nekako zelo rigidni, ne, in vedno rečemo, to je naše obravnavano območje, ne, in ponavadi si ga še z rdečo črtkano črto obkrožimo, ne, in potem okrog je neka tabula rasa, ne, kar pa pri dostopnosti pa ni tako, ne.
Dostopnost je sistem, ne. Tudi če se mi ukvarjamo z nekim objektom, ga prilagodimo, je ta objekt vpet v nek širši sistem mesta, treba je zagotoviti neko širšo dostopnost, se ukvarjati z javnim potniškim prometom, se ukvarjati z javnimi površinami, ki morajo biti dostopne. Tako da počasi tečejo sočasno tudi pripravljamo, oblikujemo rešitve, kako to narediti tudi na malo bolj strateških ravneh. Tako da bom rekla, da v resnici zagotavljanje dostopnosti je ena taka izvrstna priložnost tudi za nas, za družbo, da naredimo ta kakovostni preskok v tem, da se začnemo povezovati, da se začnemo tudi med poklici pogovarjati, da se začnemo pogovarjati z uporabniki, vendar na način, ki je ustrezno strukturiran. In to pomeni, da kolikor ljudi, a ne toliko želja, in vse te želje, pri vseh teh željah je treba pač poiskati nek skupni imenovalec, ki je zakonodaja, a ne. Zakonodaja je tista, ki pove, kje so tiste ravni, ki jih je treba zagotoviti, zato da bo omogočeno vsem, a ne. Mogoče toliko za uvod, če imaš, Andreja, kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Bomo še kaj vmes. Tako da hvala, Andreja, za te misli. Mislim, da Andreja zelo dobro predstavlja to bistveno težavo dostopnosti, ki jo imamo, ne? In sicer, da gledamo preozko, delamo samo kljukice, kaj je v zakonu nujno, pozabljamo pa na to, da je to treba povezati, ne? In potem šele pridemo do tega, da so stvari res dostopne, ne? No pa gremo naprej, predstavim še druge moje sogovornike, pa gremo kar od začetka proti koncu. Aljoša Škaper je z nami danes tukaj, ki ga ne bi bilo danes z nami tukaj, če se ne bi mu leta 2013 zgodila nezgoda. Po padcu strehe je začel uporabljati invalidski voziček, ampak to nezgodo je Aljoša vzel kot priložnost za začetek samostojnega dela. Začel je ozaveščati o dostopnosti prek svoje spletne strani pridem.si in pozneje tudi prek aplikacije Ljubljana by Wheelchair. Aljoša sodeluje pri raznih delavnicah po šolah in pri raznih projektih v povezavi z dostopnostjo. Naslednja je Pavli Koc, je arhitektka, ki je na Ministrstvu za naravne vire in prostor, poleg vseh drugih svojih nalog, pod okrilje vzela tudi to dostopnost oziroma univerzalno graditev. In je ženska, ki na dostopnost na srečo ne gleda samo uradniško, ampak zelo, zelo praktično in res skuša to področje, ki je bilo v gradbeni zakonodaji dolga leta res odrinjeno na rob, postaviti na svoje mesto in res dela v tej smeri. Naslednji je Slobodan Genov, ki prihaja iz Inšpektorata za naravne vire in prostor in je prvi od inšpektorjev, ki se je res posvetil dostopnosti in je opravil že veliko nadzorov na tem področju. In čeprav prihaja iz Prekmurja, se pravi na čist nekem drugem delu Slovenije, je on glavni, ki se zavzema za dostopnost in tudi rešuje stvari po celi Sloveniji, tako da skuša v okviru svojih pooblastil kar najbolj pomagati. In še Igor Miljavec, je pa predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, pa predsednik Sveta za invalide v Novi Gorici in tudi vodja delovne skupine za dostopnost informacij in komunikacij pri NSIOS. Igor tudi sam živi z okvaro vida in tako da je tudi predstavnik uporabnikov, je pa predvsem eden glavnih promotorjev dostopnosti v Sloveniji in človek, ki je s svojo odločnostjo in vztrajnostjo marsikaj premaknil, tudi ko se je zdelo, da je nemogoče premakniti. Tako da, zakaj smo izbrali te goste? Zato, ker imajo vsi eno skupno stvar. Vsi so se na svojih področjih, vsak po svoje so vzeli dostopnost kot eno svojih nalog, za katero so se začeli zavzemati. In se vsi res s to dostopnostjo ukvarjajo s srcem. No pa začnimo z našim pogovorom. Zdaj začnimo tam, kjer je bistvo vsega, pri uporabnikih. Se pravi, uporabnikov s funkcionalnimi oviranostmi je sicer cela paleta, ne? Tudi funkcionalne oviranosti so tako zelo različne,
da je težko, da bi en človek lahko predstavljal vse, seveda. Pa vendar ne. Aljoša, glede na to, da ti redno sodeluješ pri teh projektih popisovanja ovir, moraš imeti en tak širši pogled na to, vsaj kako ljudje na invalidskih vozičkih dostopajo do storitev. In kaj bi rekel, kako se ti zdi? Se v zadnjih letih, odkar ti to delaš, se stanje kaj izboljšuje, a je ovir kaj manj ali jih je celo več? Pa tudi mogoče, ko gledaš po različnih krajih po Sloveniji, a je to kaj razlik? So nekateri kraji bistveno boljši kot drugi, ali je približno enako? Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, hvala lepa za vprašanja. Kar nekaj iztočnic si mi dala. Zdaj za začetek, res pač moram povedati, oziroma kot se že v predstavitvi omenila pred letom 2013, se pravi pred mojo poškodbo, se dejansko nisem zavedal sploh tega sveta, pod narekovaji pojmov osebna asistenca, dostopnost, inkluzija in podobno. Ja, sedaj pa sem se začel nekako pač s tem ukvarjati skozi svoje projekte, tudi druge projekte, recimo Geodetskega inštituta. Zdaj za začetek, oziroma kot si že v bistvu omenila, dejansko sem tudi sam nekako pred nesrečo enačil pač, ne vem, zlom hrbtenice, voziček, to je pač to, ampak dejansko so res ogromne razlike med vsemi nami. To je še ogromno enih drugih vzrokov, poškodb, bolezni in tako dalje. In ja, se tudi pač mi razlikujemo med sabo. So navadni električni vozički takšne drugačne dimenzije. Dejansko sem spoznal tudi koga že z čisto identično poškodbo, kot jo imam sam, pa so pač daleč od tega, da bi bila nekako na istem. Tako da to je ena stvar. Zdaj konkretno sem pa res že za projekt Multimodalna mobilnost kar nekaj slovenskih krajev oziroma občin pregledal, obdelal. Za začetek mogoče sem bil, oziroma sem pričakoval mogoče malo slabšo dostopnost v kakšnih manjših odročnih krajih, ampak temu ni tako. No, zdaj moram pač povedati, da se dejansko samo zunanja dostopnost preverja brez notranjosti objektov. In ja, so dejansko tako v večjih mestih, kot tudi v manjših je nekako poskrbljeno vsaj za ta minimum, recimo, se pravi znižani pločniki, pešpoti, ovire poskušajo zmanjševati, tako da recimo, da se da peš pač okrog priti. Zdaj z leti oziroma vsaj za kakšne občine se pa potem tudi revizija dela, v bistvu prepočasi, oziroma če so že kakšne novogradnje ali ne vem, nova križišča, krožišča, se že pač uredi, kot se mora. Opozarjamo pa v bistvu na že obstoječe ovire, napake, tu pa v bistvu opažam, da gre mogoče malo prepočasi oziroma mogoče ne vidijo niti takšnega interesa ali potrebe, da bi to odpravljali. Kaj bi rekel, opažaš na terenu kaj takšnega, kar bi posebej opozoril, naprimer kakšne ovire, ki so še posebej pogoste, problematične, da se ponavljajo, ali je to tako pač različno? Po mojem mnenju zdaj nekaj splošnega ali nekega prav enega mogoče ne. Mogoče bi tule kar v začetku izpostavil, omenil ovire v glavah, mogoče pač, kot sem tudi sam omenil, se nisem zavedal teh problemov in tako verjamem, je v bistvu čisto naravno razumljivo, da se nekdo hodeči, ki sploh ne pozna nobenega, da ne bo razmišljal, ne vem, od neke, ne vem, tega lončka za rože, recimo sredi pločnika ali česa podobnega, se pravi, to se mi zdi, da je kar problematično, da so problemi, ko se ljudje ne zavedajo, da bo to mogoče nekomu ali pa saj imamo klančino, ja ne, če je pač tako strmo, da je nobene zmore, to nima smisla, na primer. Tako da nekega splošnega po mojem mnenju ni, da bi bilo prav, so pa take recimo zadeve, kjer se mogoče ne pomisli na koga ali na kakšno od oblik hendikepa recimo.
kot so te, ne, cvetlične korita, sred Naprimer, pločnika. ja, tako. Stvari, ki so tudi stvar vzdrževanja, ne samo načrtovanja, ne, ko dostikrat razmišljamo samo o tem, kaj bojo naredili tisti, ki načrtujejo prostor. Tudi vsi, ki smo v prostoru, ki ga vzdržujemo, ki smo uporabniki, konec koncev moramo paziti, ne, da ne nastavljamo nekih stvari na pešpoti, predvsem pred vhodi na glavnih poteh do ustanov. Ne. Hvala. Tako samo, če še sme mogoče nadgraditi, kar je prejle Andreja omenila, pač sodelovanje vseh, ja, dejansko pač, da se tudi nas ne izključi oziroma povpraša, oziroma da ne delajo vse, ne vem, arhitekti, strokovnjaki, ampak da se dejansko pač nas uporabnike povpraša, naše organizacije, da pač mi iz prve roke bomo dejansko najbolj vedeli svetovati. Hvala. Hvala. Ja, zdaj tukaj je mogoče treba omeniti, da imamo na eni strani objekte v javni rabi, ki se načrtujejo na novo ali pa se prenavljajo, se pravi imamo načrte. Na drugi strani imamo pa obstoječe objekte, ki jih ne bi prenavljali, ne bi nič z njimi delali, so nam v redu kot so, pa jih bomo kljub vsemu morali prilagoditi. Ne. Imamo namreč dva zakona, eno je gradbeni zakon in drugo je zakon o izenačevanju možnosti invalidov. To sta dva glavna zakona, ki se tičeta dostopnosti grajenega okolja. In Pavli, ti, ki si iz zakonodaje, v kakšnem odnosu sta ta dva zakona, kar se tiče dostopnosti objektov v javni rabi? Ja, v bistvu, dober dan, lepo pozdravljeni, pa hvala za lep uvod. Sicer bi pa kar nadaljevala. Ta dva zakona v bistvu med sabo nista nič povezana, ker gradbeni zakon naslavlja objekte, ki se bodo gradili oziroma ki se bodo rekonstruirali, medtem ko ZIMI pa govori o obstoječih objektih, za katere ni uzakonjeno, da se morajo karkoli z njimi narediti v smislu gradbene zakonodaje. Torej, tukaj imamo že to dilemo, kako v bistvu povezati ta dva zakona, predvsem v smislu, ker za nove objekte, za novo gradnje obstajajo pravila, kaj je treba narediti, obstaja standard, projektanti morajo to upoštevati, nadzorniki nadzirati, investitor plačati, to vse obstaja. Medtem ko pri ZIMI-ju, ko govorimo pa o prilagoditvah obstoječih objektov, pa v bistvu nimamo dorečenega, kaj moramo sploh prilagoditi. A je to samo rampa, a je to še WC zraven, a je to tudi kakšna slušna zanka. V bistvu ta del fali, tako da se dela na temu, da se bo tudi v to uzakonilo, da bo v bistvu, ko bo začel ZIMI veljati, oziroma ta določba ZIMI-ja, ki govori, da moramo do konca leta 2025 imeti vse obstoječe objekte prilagojene, da se bo v bistvu sploh inšpekcija lahko na nekaj naslonila, kaj je tisto, kar bodo sploh lahko kontrolirali, kaj mora biti prilagojeno. Tako da trenutno pa ta dva zakona še nista povezana. Nič povezana. Zdaj, projektanti pri svojem delu večkrat naletijo na neskladja v raznih predpisih. In tudi ena je tudi ta stvar, ne, glede obstoječih objektov in vsega, pač se ne ve, kako se to bo delalo. Omenila si že, da se razmišlja glede ZIMI-ja, da se bo nekaj spremenilo. Je še kaj novosti? Ne bo se ZIMI, mislim, iz naše strani se ne bo ZIMI spremenjal, ampak gradbeni zakon bo imel posebne prehodne določbe, kjer bo pač določeno, kaj je, katere vsebine objektov so tiste, ki so nujno potrebne za prilagoditev, ne bo pa to nelogično oziroma ne moramo pričakovati, da se bodo vsi obstoječi objekti prilagodili do te mere, do teh pravil, kakor velja za novogradnje. A je še kaj, pričakujemo lahko še kaj novosti v gradbeni zakonodaji? Na temo dostopnosti, ja, na temo dostopnosti je proces, samo pač to moramo razumeti, da ti procesi trajajo. Spremenilo se bo predvsem v smislu standarda,
da bomo standard pač ponotranili in bo to naša tehnična smernica. To je en tak cilj. Cilj je tudi natančno bolj opredeliti prilagodljive objekte. Danes se nismo še dotaknili teme prilagodljivih objektov, ne. Govorimo o objektih, ki so v javni rabi, za njih pač veljajo pravila, pri prilagodljivih objektov, to je tisti, ki so v bistvu naši privatni oziroma pač niso v javni rabi, tudi področje, ki je dosti nedorečeno in moramo tudi na tej stvar še kaj več narediti. Mislim pa, da ni težava samo v zakonodaji. Mi imamo zakonodajo na evropski ravni v bistvu že zelo dolgo dobro rešeno. Če tako vzamemo, imamo že 40 let, imamo to zakonodajo določeno, da se ogradijo objekti brez arhitekturnih ovir. Se pravi, vsi objekti, ki so v zadnjih 40 letih zgrajeni, bi načeloma morali danes zadostovati potrebam vseh, oziroma od 80. do 90. leta je bilo brez arhitekturnih ovir, v 90. letih je pa v zakonodajo prišla tudi določba glede komunikacijskih ovir. Se pravi, tudi za gluhe, naglušne, slepe, slabovidne, se pravi, tudi za njih je zakonodaja določala pravila, kako to, da ti objekti morajo to izpolnjevati. Pa se to ni upoštevalo. Se pravi, to ni problem samo napisati v zakon, večji problem je ozavestiti kompletno družbo, da temu sledi. Mi imamo danes arhitekturni faks v Ljubljani, imamo enega še v Mariboru, imamo cel kup nekih gradbenih faksov, na niti enemu faksu se ne učijo nič na temo dostopnosti. In tukaj vidimo probleme za bodoče generacije, vidimo probleme projektanti, ki so že na trgu, ki tudi čist premalo vejo o teh zadevah. In mislim, da je treba več delati na ozaveščanju, več na takih stvareh, kakor pa samo pisati zakone, pa črke zakona. Iz prakse vidimo, da to, če nekaj napišemo v zakon, še nič ne pomeni, da se je to zgodilo. Tako je. Ja, mi tudi opažamo, ne, pri pregledih projektov, imamo tako zelo različne tudi projektante. So projektantski biroji, ki se res trudijo, ki želijo, nas sprašujejo za res podrobnosti, detajle, ki so tudi znotraj standarda neusklajeni in jih pač razlagamo. Po drugi strani imamo pa nekatere, ki ne poznajo standardov, ne poznajo niti osnov in smo še zmeri pri tem, da govorimo o tem, da klančina ni nujno, kot je že rekel Aljoša, če samo klančina še ne pomeni, da je to dostopno. Lahko je prestrma, lahko je ovira nekoga drugega, lahko je čist narobe narejena, ne. Tako da tukaj imamo res veliko razliko in tukaj je verjetno res treba začeti delati. Mi sicer, kot je rekla Andreja, izobražujemo projektante v naslednji fazi, ne, pri strokovnih izpitih, ampak to je šele druga stopnja. Morali bi priti na primarno raven, ne. Ja, in to potem, vse te razlike se pol pokažejo tudi pri izvedenih objektih. In tukaj nam bo mogoče Slobodan kaj več povedal, ne. Kolikor slišimo, se je pa vseeno v zadnjih letih malo začelo dogajati tudi pri teh nadzorih, da je vedno več nadzorov na to temo dostopnosti in univerzalne graditve. In kaj opažate gradbeni inšpektori pri teh nadzorih? Kaj je tisto, kar je spet pogosto in s čim se sploh ukvarjate? Pozdravljeni, hvala za povabilo, da sem sploh tukaj. Z dostopnostjo sem se prvič srečal dejansko pred 15 leti. Pred 15 leti ne bi prepoznal klančino z naklonom 45 stopinj kot neustrezno. Začetki so bili težki, Zveza paraplegikov, arhitekt gospod Planinc mi je veliko pomagal, on mi je ogromno znanja prenesel. Začel sem dejansko z nadzorom občinskih objektov, Brliške Vežice, gasilski domovi, parkirna mesta, klančine, oprijemala, potem, ne vem, so bili veliki uspehi na neki način,
ko so velike trgovske verige spreminjale svoje trgovine, ker se v njih ni dalo dostopati. Redno delam na tem področju. Inšpektorat drugače prijema prijave, ki se nanašajo na dostopnost, pa tudi inšpektorat v svojem letnem planu akcij predvideva, da bi, ne vem, v enem letu, da bi cel inšpektorat naključno zbral 100 objektov v javni rabi, da bi preverili ne samo, ali so izdana dovoljenja, gradbeno pa uporabno, temveč tudi, ali je zagotovljena dostopnost grajenega okolja. Problemi so. Tu zdaj, ko v okolici tega objekta vidim veliko napak, to da ne moramo tako pavšalno reči, da je vse za nič, ker v 15 letih se je veliko izboljšalo. Situacija se je veliko izboljšalo, daleč od tega, da je dobra. Problemi so, delno so problemi tudi v zakonodaji. Zimi je določil absurdno dolgi rok, 15-letni rok za rekonstrukcijo. Jaz ne morem posegati v obstoječe objekte, da nalagam rekonstrukcijo. Nadziram vzdrževanje. To pomeni klančine, parkirna mesta, obrobne zadeve. Pri novih objektih pa ja, pri novih objektih pa se včasih grdo imamo s projektanti. Ne vem, srečal sem se s primerom, ko mi projektant skuša dopovedati, da vrtec, da otroški vrtec ni objekt v javni rabi in da je to normalno, da se do njega ne da priti niti s vozičkom otroškim. No, situacija se izboljšuje. Ne vem, kaj naj to povem še. Problem je recimo mogoče objekti, ki so zavarovani kot kulturna dediščina. Dogaja se, da so zdravstvene ustanove v spomeniško zavarovanih objektih, da ni dostopa. Tu v Ljubljani Trubarjeva hiša literature na Stritarjevi poleg Tromostovja je nedostopna, strmo stopnišče. To so Zavod za varstvo kulturne dediščine določi, da tako mora ostati. Problemi so. Naslednje leto pričakujem zelo velike probleme. Prehodni rok zimija bo potekal. Zasipali nas bodo s prijavami, ni možno vse objekte uskladiti, tudi nesmiselno je, da se, ne vem, frizerski salon nekje v vasi, ki je v prvem nadstropju, da ureja dostop za dvigalo. Vendar smiselno je, da prav sleherni zdravstveni dom, šola, vrtec, upravne enote, da so ti dostopi zagotovljeni. In seveda največji problem so sanitarije. Sanitariji sem dejansko najbolj veseli, ko zaradi moje intervencije, ko se kje naredijo sanitarije, ker gibalno oviran človek, če nima dostopne sanitarije, sploh ne more iti v ta del mesta. Ja, sanitarije so velik problem, verjetno tudi tako, no. Vsi uporabniki govorijo o tem, ne, da jih je premalo, so tudi narobe pač načrtovane, dostikrat tudi spet zasedene z raznimi pripomočki, kot so pripomočki za čistilke, na primer, ne, in potem je take sanitarije, tudi če so bile načrtovane kot invalidske, potem so vse nedostopne, ne. Se pravi, lahko potem pričakujemo nek nadzor tudi potem, ko se uveljavi zimi, bo, se pravi, gradbeni inšpektorat, mislim, uveljavi ta 2025, boste vi prevzeli to? Absolutno. Gradbeni zakon določa, da se obstoječi objekti, da lahko ukrepamo v primeru obstoječih objektov, ki ne izpolnjujejo pogoje. Seveda, to bo trebalo upoštevati načelo sorazmernosti, kaj je sploh zasledovani cilj, to je ta primer, ko pravim, kot frizerski salon nekje na vasi, vendar v vsakem primeru občine, zdravstveni domovi, vrtci, šole, pošte, tu bo definitivno moralo biti zagotovljeno. Hvala. Sej mogoče, Andreja, če bi še ti imela kaj na to temo, mogoče sorazmernosti, kako se to lotevati, pa tudi pri objektih kulturne dediščine. Kaj je tam, če bi?
včasih se pohecamo, ne, ta vidik, ki se ga ne da nikjer zapisati, ne, te, bom rekla, čistega prvega razmisleka, ne. Kar nam manjka, vidim, je en ta prvi razmislek. Tudi ko nekam umeščamo neko dejavnost, bi bilo prav, da najprej preverimo, kam sploh gremo. Zdaj, če bomo neko enoto banke umestili v objekt, ki je že sam po sebi popolnoma nedostopen, ne, bi bilo prav že v začetku povedati ne, pač to, s tem so povezani taki enormni stroški, ne. Tako da vprašanje, ne, tudi v prihodnosti, ta razmislek o tem, da mogoče tudi neke obstoječe dejavnosti premestiti na neko dostopnejšo lokacijo, ne, bi bile definitivno bolj na mestu kot kaj drugega. Tudi ko omenjamo objekte kulturne dediščine, sicer jaz moram reči, da tudi imava z Andrejo pa tudi kar dosti dobrih izkušenj. Dostikrat se da poiskati načine, seveda ne popolnoma in za vse, ampak se lahko v določenih primerih vsaj čim bolj približamo nekemu cilju. Seveda v tem iščemo pač potem velikokrat tudi načine, če res ni možno zagotoviti fizične dostopnosti, da pa omogočimo dostop vsaj na neke druge načine, prek spleta, prek vsebin, ki so predstavljene nekje druge in so potem dostopne. Skratka, tu je en tak, če hočeš o dostopnosti razmišljati, moraš to področje poznati. Tako, in potem, ko imaš narejeno to platformo, potem začneš lahko govoriti tudi o možnih alternativnih rešitvah. Tako da tu je res zelo veliko kreativnega prostora, ne, ampak kot sem omenila, no, ti prvi razmisleki so pa nujni. Tako da midve vedno priporočamo vsem, tudi ko neko dejavnost premestijo nekam drugam, naredite nek preizkus, ne. A je to sploh smiselno, ali boste v resnici šli nekam, kjer se ne bo dalo narediti nič, ne. Pri dostopnosti včasih ni čarobne palčke, ne. Tako da midve tudi zelo iskreno poveva včasih naročnikom, da ne gre, ne. Preprosto ne gre. Če se da poiskati neke alternativne načine, super, če se ne da in gre za neko, kot je gospod Slobodan povedal, pomembno stvar, ne, mora biti pa zadaj nek drug razmislek, ne. Ja, hvala. No, in smo točno pri tej temi, ki je pol naslednja, ki jo bo pa Igor malo bolj predstavil. O vsem tem, kar je Andreja govorila, ne, posebej, ko smo mi v nekem odprtem prostoru ali pa pri kulturni dediščini ali pa kjerkoli, kjer so težave in jih zaznamo šele potem, ko se s tem zares začnemo ukvarjati, se izkaže, kako bistveno je sodelovanje, ne. To je pa en drug ta del dostopnosti, ki je zelo pomemben. Zdaj, Igor, vaše društvo je na primeru Nove Gorice pokazalo, da se s tem sodelovanjem in povezovanjem različnih deležnikov v lokalni skupnosti da marsikaj premakniti v smer boljše dostopnosti. Zdaj, izdelan je bil tudi strateški načrt dostopnosti, ki se izvaja. Kakšni so zdaj po vseh teh letih povezovanja in dela na tem, tudi mogoče v prostoru, se kaj že bolj vidi? No in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da bo drugo leto 20 let, odkar sem bil v delegaciji, ki smo šli v Bruselj, predstavljala Agenda 22. In to se pravi, po 20 letih vemo, ki imamo rezultate. Ja, področje dostopnosti, kot sta že obe povedali, je zelo široko. Jaz konkretno recimo lahko grem čisto iz moje zornega kota, ko smo mi začeli z rehabilitacijo slepih in slabovidnih, sem rekel, ja, sorry, zdaj to smo naredili, kako bo se pa teli ljudje dejansko kretali po okolju, kako bodo dobili informacije. Moram reči, da v Novi Gorici smo od leta 2012 dobili občina po meri invalidov in po vseh izkušnjah, ki smo jih pridobili skozi ta projekt, ki je dejansko zajemal 22 različnih področij, smo skupaj z Zavodom Dostop prišli do ene pobude, ki jo je res mestna občina, mislim, dejansko z odprtimi rokami, ni slih odprtimi rokami, ne, pač podprla in smo dejansko naredili strateški načrt dostopnosti, kjer smo vključili vse invalidske organizacije, vse javne ustanove, vse ustanove, pravzaprav vsi, vse ki se kakorkoli kaj ubadajo, pravzaprav potrebujejo. Nismo izbirali, kdo lahko sodeluje, ampak sodelovali smo
bi rekel skoraj cela Goriška. To so bili tisti začetki, ravno v letošnjem letu zaključujemo 4-letni mandat in moram reči, da rezultati so zelo vidni. Vsekakor ne bi šlo brez skupnega sodelovanja, glede na našega društva in dejansko jaz kot predsednik Sveta za invalide in koncu Zavoda Dostop in pridružil se nam je ravno naknadno 2 leti nazaj Zavod za digitalno dostopnost. Spravim, to je zmagovalna kombinacija in na koncu tudi vseh uporabnikov. Kajti glede na to, da imamo mi tudi računalničarja v društvu, da imamo tiflopedagoga na društvu, da dejansko dobro sodelujemo z paraplegiki in z vsemi drugimi invalidskimi organizacijami, smo dejansko skupaj s stroko, jaz zmeraj govorim, da stroka je tista, ki more sodelovati z nami, mi lahko uporabniki dajejo zmeraj svojo uporabniško izkušnjo, predvsem daje uporabniško izkušnjo v svojem okolju. Težko pa daje uporabniško izkušnjo v drugem okolju, to gre predvsem za slepe in slabovidne, kajti slepi in slabovidni se morajo dejansko preko mobilne službe naučiti, kje se gibljajo. Tako da po 4 letih moram reči, da je sodelovanje v Novi Gorici na zelo visokem nivoju, mislim, upam zagotoviti, tudi prihajajo že drugih nam se učiti kako. Tudi letos smo naredili poročilo o sami dostopnosti, to se pravi na vseh 4 področjih govorimo, zmeraj govorimo o vseh področjih dostopnosti in nažalost pač moram priznati, da najmanjši odziv je bil invalidskih organizacij. Za razmislek. To se pravi, mi kot invalidska organizacija nismo dali svojega poročila, kaj se je vse v Novi Gorici dogajalo. Ampak če preidem tisto, kar si me prej vprašala, karkoli se v Novi, meni so dejansko zadolžili, pač po dogovoru Svet za invalide je posvetovalno telo župana, smo zelo aktivni in jaz kot predsednik, pravzaprav po oblastilu vseh invalidskih organizacij sem tisti, ki dejansko naj bi koordiniral sodelovanje z javnimi zavodi in tudi z dejansko službo ali pa tudi recimo, ne vem, mislim z vsemi v občini se je v zadnjih 2 letih tako spremenilo, da dejansko vse sodelujemo z roko v roki, tako javne ustanove, tako invalidska društva, kadar potrebujemo kakršnokoli dodatno informacijo in na koncu Zavod Dostop je tisti, ki bi rekel, ta tisti žegen, strokovni žegen, ker ravno to, kar ste vedve govorile, brez stroke, jaz lahko dam svojo izkušnjo, ampak zakonodaja, kar vsi ste pred mano rekli, je tista, ki je pomembna. To se pravi, mislim, ja, je rezultat in sem zelo zadovoljen, da se ta zadevi sedaj približuje cela Vipavska dolina, tako da smo imeli zdaj že delavnice v Ajdovščini in Vipavi in nekaj se govori, da tudi na celi severni Primorski. Je pa to, bi rekel, počasna. Treba je ljudi ozaveščati, treba je delati na izobraževanju, zelo pomembno je izobraževanje, kot moramo reči, ker kadar enkrat ljudje začutijo, da imajo podporo in da imajo strokovno podporo, potem so tudi rezultati vidni. Hvala. Zdaj časa imamo še toliko, da odgovorimo lahko tudi na kakšno vprašanje, če ima bi kdo kaj pripomnil ali se vključil v debato. Sicer pa mogoče od sogovornikov, če bi še kdo kaj povedal, kaj dodal, kaj, kar se mu je utrnilo vmes. Mogoče bi jaz povedal. Ja? Vedno vprašam, koliko je to stalo, to, kaj sem nalagal. In presenetljivo je, da je sanacija zaklančinov, prijemala, parkirna mesta zelo, zelo majhna. To so minorni zneski. Kot primer, da eni pravijo, mi nismo tako bogata družba, da bi ne vem kaj zdaj podirali pa na novo gradili. Stvari se dajo izboljšati zelo majhnimi vložki. Pa še nekaj, ne samo gradbeni inšpektori, tu problematiko nadzirajo tudi inšpektori za ceste, ukolikor gre za javne ceste, za državne javne ceste, ukolikor so to občinske ceste, občinski inšpektori, inšpektori za železnice, železniški promet, ko gre za železnice, žičnice in tako naprej, pa tudi delovni inšpektori. Delovni inšpektori nadzirajo, ali so pogoji primerni. To pomeni, da
za notranjost objekta delovni inšpektor tudi zahteva, da so, ne vem, površine ravne, da so označene s kontrasti, s taktilnimi oznakami in tako naprej. No, da bi pokomentiral, jaz sem prav osebno vprašal na občini, koliko je bilo lansko leto ali pa zdaj v zadnjih 2 letih, ki so, koliko sredstev je to više, nekje kot je povedano 10%. Predvsem to, da če na začetku pravilno zastaviš, da pravilno projektiraš. Ogromno pa ugotavljamo, da dejansko je narejenih posameznih delov, ki pa predvsem za slepe in slabovidne, pa na koncu tudi za druge, če ni povezave naprej, je to čist brez pomena, da narediš. Ti lahko narediš fantastičen zdravstveni dom, ampak če ne bo povezave z avtobusno postajo, nismo naredili nič. Tako. Še Aljoša, ja? Ja, jaz bi samo na kratko še omenil, prejle sem se dotaknil bolj neke zunanje, recimo dostopnosti mest. Ja, pač v okviru tega projekta Multimodalna mobilnost se preverja tudi pač dostop, sam vhod v objekte. In nažalost, ja, pač tako, kako je že bilo omenjeno, sem nažalost, sem nažalost opažal, v bistvu, da je vse preveč, pa niti ne mogoče v tak manjših krajih občinah, da je vse prevečkrat dostop do kakšnih raznih CSD-jev, sodišč, no vse zanje tudi upravnih enot občin v bistvu, da ni dostopen. In ja, potem pa spet se nekako vrnemo na to mentaliteto pač ljudi, ne vem, prideta ven 2 varnostnika, ne vem, saj te bova nesla, saj to pa ja ni problem, pač to je potem nekako to ni inkluzivno, ni dostopno, ni fajni občutek, konec koncev niti nimaš časa tam enega čakati, mogoče si skozi odvisen od drugega, tako da zaradi tega je pač potrebno. In tudi za vrtce recimo, kot je bilo rečeno, ne gre se, ali pa za šole recimo, ne gre se samo za to, ali imaš šolarja, ki je na vozičku, lahko imaš komot tudi zaposlenega, računovodjo, imamo učitelje, ki so na vozičkih, konec koncev tudi starše, ki prihajajo na govorilne ure in pač vseh teh vidikov, ja, je dejansko pač potrebno narediti svet bolj dostopen, inkluziven za vse. Ja, kar dostikrat se zgodi, da so na koncu najbolj dostopne trgovine, na primer, ne, kakšni tele novi trgovci, ki naredijo vse po novo, sploh ker jih inšpektor nadzira, kot se je v primeru Hoferja zgodilo, a ne. Medtem ko so tiste ustanove, ki so pa ključne, javne ustanove, pa nedostopne, ne, tako da to je res. No, še Pavli? Ja? Bom nadaljevala tvojo misel, a ne. Zanimivo, pravilno, da so cerkve so zelo dostopne, občine pa upravne enote pa ne, a ne. Se pravi, nekdo skrbi za to, da populacija, ciljna populacija pride v njegovo stavbo, a ne, medtem ko država pa občine pa očitno ne, no, ampak dobro. Hotela sem se v bistvu samo zahvaliti za povabilo, pa ja, dejansko je razlika 10-15 let nazaj ali pa zdaj, pa ne samo navzven, kar pač sami invalidi najbolj občutijo, ampak tudi v miselnosti se spreminjajo stvari. Ko sem jaz prvič to začela na to temo, ko me je gospod Planinc v bistvu, ko sem pač dobila na mizo spis sprememba pravilnika, pa so pa ga začela delati, jaz nisem imela nobenega sogovornika pri nas. No, to je bil tabula rasa, to se sploh ni smelo o tem govoriti. Medtem ko zdaj pa v bistvu tudi vsi ostali. Se spreminja in bo to proces, ki bo trajal, ampak gre naprej, no. Smo optimisti. Še mogoče prav ena zadeva, ogromno, mislim, pozabljamo na starejše in tudi ljudi, ki niso vključeni med invalidske organizacije, ki to pomoč potrebujejo. To mi ugotavljamo na terenu. Dejansko niso vključeni v društva, niso te informacije čist natančne, ki jih imamo, pač tisto, ki so v društva so, ampak je ogromno ljudi, ki se ne vključujejo, imajo ravno tako so na vozičkih, ravno tako so občasno na vozičkih, imajo recimo na koncu zavezane učenje, to pa pozabljamo, ne. Vse več se pozablja, jaz mislim, da moramo kot Slovenija bi mogli iti, bodimo prijazni za vse, ne glede na to, ali si uviran ali nisi.
Jaz bi pa mogoče še takole, kot eno priporočilo, no, od leta 2025 naprej. Pač zna se zgoditi en tak zelo velik entuziazem, ne, sploh ko se malo seznaniš s to temo, pa ko jo začne spoznavati. In moramo paziti, da ne bo prehitro preveč, ne. Da se ne bo pa zdaj zgodilo, da bojo naenkrat vsi interierji blazno opremljeni s taktilnimi oznakami, tudi tam, kjer to popolnoma in sploh ni potrebno, a ne. Pač tu je treba res eno veliko mero razuma iti, vedeti, kaj se da v obstoječem prostoru uporabiti kot vodilo, a ne, in res opremiti prostor, tudi odprt javni prostor tam, kjer je to nujno potrebno, a ne. Ne pa tako, ker teh entuziastičnih potez vidimo kar dosti, ne. Zavedati se moramo, narobe narejeno dostikrat, pa hkrati se moramo tudi zavedati, preveč teh elementov v prostoru je lahko ovira za nekoga drugega, a ne. Tako da vedno je treba dobro uravnotežiti, kar naredimo, da ne bi s tem poslabšali pogojev nekomu drugemu. In šli v nesorazmerne stroške, ker na koncu bodo slabo od tega potegnili vsi, v bistvu vsi v družbi. Hvala lepa vsem. Evo, smo na koncu, ura nas preganja, tako da hvala lepa vsem za udeležbo in vsem sogovornikom. Jaz mogoče samo še zaključno besedo, če bi si želela, da kaj odnesete od tega našega sklopa, je to, kar so vsi naši sogovorniki povedali, da ne razmišljajte o dostopnosti ozko, ampak čim širše. Se pravi, kaj to pomeni, da ne razmišljajte o posameznih prilagoditvah, ampak pomislite, kako so te prilagoditve med seboj povezane, da jih bo nekdo res lahko uporabljal. Potem druga, da ne razmišljate samo o prostorskih prilagoditvah, ampak kako so te povezane z informacijami, kako so povezane z digitalnimi storitvami, kako so povezane tudi z ljudmi, ki lahko pomagajo v neki ustanovi, ne. In tretja stvar, kako ne razmišljati ozko, je to, da ne razmišljamo samo o invalidih, o neki ozki skupini, o posameznikih, ampak da razmišljamo o celotni družbi, ker smo vsi del te družbe in vsi bomo vsaj v enem obdobju življenja sigurno tudi lahko uporabljali te prilagoditve. Tako da, to naj bo popotnica za naprej. In če boste pri vsem tem razmišljanju širokem naleteli na to, da ne veste več, kaj misliti, smo pa tukaj zato, da vam pomagamo, no. Tako da hvala.